In sedaj še moja izjava o zdravstvu. Spoštovani predstavniki medijev, dovolite mi torej, da tole današnjo izjavo o razpisu evropskih volitev izkoristim še za eno pomembno temo, o kateri sem v zadnjih dneh skupaj s sodelavci opravila več pogovorov, tudi s predsednikom vlade. Gre seveda za zdravstvo. V zadnjih tednih se name obračajo številni državljanke in državljani, ki me seznanjajo s težkimi zgodbami, v katerih se nahajajo od začetka stavke zdravniškega sindikata Fides. Upravičeno so nezadovoljni z agonijo v tem sistemu, ki jo je stavka še dodatno poslabšala, zato je moja dolžnost, da jim prisluhnem in da se tudi v njihovem imenu oglasim. Dovolj je merjenja moči na plečih pacientov. Tu se ni več kaj sprenevedati, z nadaljevanjem stavkovnih aktivnosti bo ogroženo zdravje številnih pacientk in pacientov. Stavka je seveda legitimna pravica, a ne sme posegati v ustavne pravice drugih. Prva in najpomembnejša dolžnost zdravstva pa mora biti zagotavljanje dostopa do zdravstvenih storitev in ustrezne oskrbe. Razumem, da se zdravniki soočajo s številnimi izzivi ter težavami v svojem delovnem okolju in si želijo boljših pogojev. A ob tem pogrešam zavzemanje za bolj delujoč zdravstveni sistem, ki bi zmanjšal čakalne dobe in vsem bolnikom, pacientom, omogočil uveljavitev njihovih pravic, predvsem do hitre in učinkovite zdravniške oskrbe. Pogrešam tudi zavzemanje za druge zdravstvene delavce, na primer medicinske sestre. Predvsem pa pogrešam osredotočenost na paciente. Zato pozivam k začasni prekinitvi stavke, kar bi omogočilo bolj spravljiv prostor za pogajanja. Predvsem pa bi, po že do danes najdaljši zdravniški stavki v zgodovini Slovenije, zagotovili, da pacienti ne bodo trpeli zaradi zastojev ali omejitev v zdravstveni oskrbi. Vsi skupaj se moramo zavezati k bolj odgovornemu ravnanju in empatiji do ljudi, ki trpijo. Zdravnike vendarle zavezuje Hipokratova zaprisega, obljuba, da bodo pri svojem delu, poslanstvu, branili etične standarde svojega poklica. In navkljub različnim pogledom, odprtim vprašanjem v zvezi s plačnim stebrom in drugimi odprtimi vsebinami, zdravniki upravljajo z izjemno pomembno valuto, brez katere poklic ni več to, čemur so zaprisegli. Gre za zaupanje ljudi. Brez slednjega ni ugleda in še bolj pomembno, ni učinkovitega zdravljenja. Vsi vemo, da so si zdravniki z vlado trenutno na nasprotnem bregu tudi zato, ker se je vlada z določenimi rešitvami že strinjala in celo podpisala dogovor. Dogovore je treba spoštovati in jih sprejemati s polno odgovornostjo. Vseeno vas kot predsednica pozivam, da z dejanji pokažete, kaj je pravo poslanstvo vašega poklica, spoštovane zdravnice in zdravniki. Sama se namreč s spremenjeno odločitvijo vlade, da se plačni sistem za zdravnike ne obravnava ločeno, strinjam. Vlado pa pozivam, da pospeši proces celovite plačne reforme. Ob tem pa opozarjam še na eno stvar. Posplošeno blatenje zdravnikov in njihovega dela, marsikdaj tudi na podlagi slabo predstavljenih podatkov, ni rešitev težav, nasprotno, to jih zgolj poglablja. Verbalni in celo fizični napadi na zdravstvene delavce so nedopustni in ne bi smeli imeti mesta v naši družbi. Vem, da številni zdravniki ne stavkajo in v teh dneh vlagajo še več energije v delo, zato se jim ob tej priložnosti iskreno zahvaljujem, ker se zavedajo, kako pomembno je, da nič, niti nezadovoljstvo s plačilom, ne sme ogroziti tega, da vsak dobi zdravstveno storitev takrat, ko jo potrebuje. Najlepša hvala. Hvala.